To je prva izmed vrst teh naših delavnic. Spoštovane študentke, spoštovani redki študentje, lep pozdrav vsem. To pomeni, da pravo ne bo izumrlo. Ste prepričani, jaz sem. Zdaj, seveda, ker sem prvi na vrsti, sem me prvega napisali, čeprav proti moji volji, imam pač to priložnost in srečo, da vas vse pozdravim. Posebej pa vam moram predstaviti vse tiste, ki bodo danes delili z menoj in z vami, čeprav jaz vam moram malo prevzeti, vse tisto, kar je nujno potrebno, da vi pokažete, kaj znate in se izognete tistemu, da bi napisali, česar ne znate. To je zelo pomembno. In seveda vesel sem, da lahko danes tukaj med nami predstavim. Bom začel z ljudmi, ki so v hiši. Ker namreč na njo boste se morali velikrat obrniti, njo boste morali velikrat prositi za pomoč. To je naša knjižničarka magistra Natalija Orešek. Ona bo predstavila informacijske vire, ki so na razpolago pri nas v hiši. Potem pa imamo dva nič manj pomembna, ravno tako pomembna, poznate jih vi vsi, ki študirate v univerzitetni knjižnici. To sta pa naša Jerneja Grašič, ki bo predstavljala orodja, ki vam bodo pomagala pri preverjanju, ali ste kakšno znanje ukradli komu, pa niste tistega pravilno ovrednotili. Kako zadevo naložiti na DKU. In pa seveda Miloš Petrovič, prav tako iz univerzitetne knjižnice, ki bo seveda predstavil informacijske vire z področja prava, ki so v univerzitetni knjižnici, so večji, imajo več dostopa, mi smo bolj specializirani. In pa seveda nekaj malega bom sam povedal, mene ni treba predstavljati. Ali kdo mene ne pozna? Vsi me poznate. Torej veste, da mi je ime kako? To. In kdo je bil Borut v zgodovini? Kdo? Čakajte malo, a ste bili vsi na izpitu iz pravne zgodovine? No, kdo je bil ta Borut? Karantanski knjižnic. Bravo. Torej, evo ga, ste ga videli. En pa le ve. Ja, zdaj seveda pisati diplomsko delo. Je to tako težko ali je to tako lahko vprašanje? Zdaj, začel bom z eno zadevo, ki mogoče, ja, ima brado, nima brade, ki je verjetna in ni verjetna, ampak, a veste, zamislite si, da delate v banki za okencem. Ali pa, da ste Božo Jašovič. Ali da ste, kaj se vem, Kramar, ki je na koncu dobil 1 milijon evrov odškodnine in odpravnine. Čisto vseeno, kdo ste. Če ste Kramar, če ste Božo Jašovič, v banki ste dolžni, ker ste tam zaposleni, razpolagati z vsem denarjem, ki je tam v banki, in tisti denar ste dolžni celo plemenititi. Dolžni ste ga. Za sebe pa smete uporabiti sam tisti denar, ki je prišel na vaš transakcijski račun. In nekaj podobnega je, ko pridete vi na univerzo. Ko stopite skozi vrata pravne fakultete, koliko imamo mi zvezkov v naši knjižnici? 40 000. Ko ste stopili skozi vrata na Mladinski 9, je tukaj en prostor, kjer je 40 000 naslovov. To je vaša banka znanja. To banko ste vi kot študentke in študentje dolžni uporabljati. Se z njim, tem znanjem plemenititi.
to znanje plemenititi, ne samo se oplemenititi z njim, se pravi naučiti se, vendar ga nimate en sam trenutek pravice uporabljati kot svojega, ker je to znanje nekoga drugega. Vi smete, ravno tako kot vsak drug bankir, uporabljati in kot svoje ponujati in kot svojim plačevati, če se po bankirsko izražam, samo tisto, kar ste pa vi dognali. Borut Holzman je v Negovski gospoščini odkril slovenske zapise gorskih prav za Štajersko. Ta Borut Holzman pa nikoli ni rekel, da je odkril slovenske zapise gorskih prav na Dolenjskem. To so odkrili drugi. Vendar je Borut Holzman s primerjalno pravno zgodovinsko metodo dokazoval, ali so slovenski zapisi na Dolenjskem kaj drugačni od slovenskih zapisov na Štajerskem. Katere razlike so? Pojmovne, stilske, pravne, pravno-pomenske. In tistikrat je lahko rekel Borut takole. Med to Dolenc, odkritelj in tisti, ki je komentiral slovenske zapise na Dolenjskem, je zapisal tole. Plod njegovega znanja in plod njegovih raziskav pa so štajerske gorske bukve in to pa je lahko rekel Borut Holzman, da je to pa njegovo. To pa je iz njegovega transakcijskega računa znanja. Drugače bi bil, če bi bil v banki, si tat. Če pa si na univerzi, si pa plagiator. Samo ta razlika je. V obeh primerih pa kradeš, nič kaj drugega. Torej, toliko za uvod, zakaj je pomembno, da te stvari poznamo. Moj del je nekaj malega povedati, kaj je na pravni fakulteti tako pomembno. Drugače, na celi univerzi diplomske naloge, pozdravljeni, diplomske naloge, seminarske naloge, magistrske naloge, doktorske naloge po svoji strukturi ne odstopajo druga od druge. Samo poglobljeno, bolj sistematično in seveda zahteva se večja udeležba vašega znanja. Pri diplomi to ni tako izraženo, vendar je to ena izmed tistih poti, ki do tja pelje. In mene osebno zanima seveda, kaj sam kot pravnik moram narediti za to, da je moje diplomsko delo ovrednoteno kot diplomsko delo, s katero dokazujem, da sem sposoben lotiti se enega področja in to področje znanstveno oddelati, dodelati, obdelati, si pri tem pomagati z orodji. Tako kot v banki. Obresti sem, obresti tja. No in diplomska naloga, s tem dokazujete, tako kot ste z maturo dokazovali, da ste zreli, to je zrelostni izpit. Včasih so to tako rekli, vse mene so tako učili, da sem opravil zrelostni izpit pri 18 letih. Sedaj, pri diplomi, pa ta zrelostni izpit nadgradujete. Zakaj? Ker ste postali ljudje, ki so sposobni kritičnega odnosa do znanja, do kritičnega odnosa do dogajanja v družbi. Pazite, vi boste pravnice in pravniki. Če si filozof, filozofsko razpravljaš. Če si matematik, izračunaš. Če si statistik, rečeš, ta variabla je takšna. Če si pa pravnik, pa moraš biti sposoben vrednotiti s pravnimi predpisi in skladno s pravnim redom tiste družbene odnose, ki so
ali dobri, ali odklonski. Ali vse normalno v Bruslju funkcionira, ali pa ti raznese par bomb, pa je vse skupaj kaosu. Ne? To je tisto, kar mene kot pravnika mora danes in pa pri pisanju seminarske, diplomske, magisterske, doktorske naloge zanimati. In kaj je zdaj tisto, kar me zanima? Najprej, kako se loti. Najverjetneje ste vse gospodinje, ne? Pa tudi gospodinci. Če greste kuhati čisto navaden Eierspeis, kaj potrebujete? Ponev, malo olja, jajca, pa seveda en šporet ali štedilnik, ki ga je treba razbeliti. Vse to potrebujete. Kaj potrebujete za diplomsko nalogo? Kaj potrebujete najprej? Kaj? Voljo. Prav, voljo. Naslednja zadeva, te bolji zraven takoj. Kaj potrebujete? Ne. To je že izdelana zadeva. Kaj rabite? Čas. Idejo, dragi moji, idejo. Idejo moram imeti najprej. In ta ideja je zelo pomembna. S tem, da postavim problem, ki ga bom raziskoval. Temo dobim šele kasneje. Ker namreč, veste, raziskoval bom, kako se Štajerci med seboj razumejo. Lahko rečemo, medsosedski odnosi, če je sosedu crkljena krava, naj še onemu crkne krava. Poslušajte, koliko idej medsosedski odnosov? Se pravi, idejo. Potem pa začnem postavljati problem. In ko postavim problem, postavim hipotezo. Kaj hočem s tem dokazati? Kaj hočem s tem dokazati? Nikoli se ne ustrašite, ko boste postavljali hipotezo, ne ustrašite se, da vam bo mogoče se hipoteza ne bo šla. Kaj mislite, da vse hipoteze izidejo? Vse imajo odličen rezultat, pa ni res. Samo mislite, vi ste imeli hipotezo, da boste vse izpite v prvem roku končali. Ne bom komentiral. Ne? Potem, ko pa imam hipotezo, takrat pa začnem delati načrt raziskave. Zato je diploma na koncu študija, ko imate vi že celo vrsto izpitov narejenih, ko že veste, kako je spravo. Naslednja zadeva. Začnem zbirati delovno bibliografijo. Če se seveda ukvarjam, zdaj bom primer uporabil, z gorskimi bukvami, potem gotovo ne bom zbiral literature z področja pornografije. Čeprav, veste, so se tudi na gorskih pravdah včasih kregali okoli tega, kaj se je dogajalo po kakšnem jarku med vrstami v vinogradu. Ampak tega gotovo ne boste delali. Se pravi, tukaj že veste, katero delovno bibliografijo boste postavili. Potem začnete razmišljati o bistvenih sestavinah znanstvenega dela. Tu pa zdaj že pride naslov. Kakšen ne bo? Kratek, dovolj jasen, da bo bralca spodbudil, da bo vaše delo, v katerega ste vi ogromno vložili, tudi želel brati. Ne? Kaj bom bral, če mi tam nekdo piše o nekih stvareh, ki me ne zanimajo? Če bo pa nekdo rekel, pisal bom o tem, kako so na pravni fakulteti v Mariboru zaklali dekana, zato ker je to in to naredil, vsi bodo brali. Dekana so zaklali, si zamislite. Tako mora biti tudi vaša diplomska naloga in naslov nastavljen. Karikiram, ampak tukaj noter je vsa resnica. Potem, vsebina. Naredimo eno idejno kazalo. In to idejno kazalo damo tudi na začetek diplomskega dela. Zakaj? Zaradi tega, da lahko tisti, ki bo ocenjeval vaše diplomsko delo, takoj vidi, kako ste zadevo zgradili. To je temelj. Drugače, lahko pade zadeva. Viri in literatura, vsi pišete literatura in viri. Mi smo se v prvem razredu pravne fakultete učili. Zakaj najprej viri, pa potem šele literatura? Kaj je temeljni vir v pravu? Ustava. Naslednja zadeva,
so, gospodje, zakoni in potem tako naprej. To so viri. Zelo ošpice dobim, če meni kdo prinese diplomsko nalogo, pa napiše internetni viri. Kakšni viri? To je literatura z interneta, ki ste jo brskali takrat in takrat. Razen, če ste Ustavo Republike Slovenije poiskali na spletu in ste jo uporabljali kot spletno verzijo, pa vendar napišete najprej Ustava Republike Slovenije, potem pa oklepajo HTTP, pa tiste črte pa tak naprej. Ampak to je pravni vir, ki ste ga vi uporabljali kot digitalno verzijo zapisa. In ločimo vedno med tistim temeljnim in potem vsem tistim, kar komentira zadevo. Potem pišemo uvod, jasno. Pišemo jedro, ki ima lahko 10, 50, 100 poglavij. In na koncu sklep. Rečite. Samo eno vprašanje, malo nazaj. Ja. Kar je iz spleta, je literatura, ste rekli. To je literatura. Se pravi, daš najprej viri, Ustava, zakon, pravilniki in tako naprej. Viri so Ustava, so zakon o dedovanju, zakon o gospodarskih družbah, zakon, obligacijski zakonik, kazenski zakonik, to so vse viri, ker so to tiste temeljne zadeve, okoli katerih se krešejo vse ostale misli. Ampak, a daš na konc viri posebej, pa literatura posebej, po abecedi, in daš spletne vire med literaturo? Med literaturo. Aha, se pravi, spletni naslov daš kar Tako. pod H bojo vsi HTTP-ji. Tako. Okay. Ne? Samo, pazite, tu moramo ločiti. Vi ste tisti naslov HTTP, to ni glavni. Glavni je tista informacija, ki ste jo dobili. Vi ste na spletni strani recimo dobili eno razpravo, ki jo je napisal profesor Marjan Kocbek. Pišete. Kocbek Marjan, vejica, kaj svem, ZGD verzija 528, vejica, HTTP in tako naprej. Ne? Ja, kaj pa recimo, če imaš, ne vem, iz Eurostata, kakve statistike pobiraš? Ja, pa pišete statistika najprej, potem na koncu pa HTTP. Okay. Ne? Ja? Ker ta HTTP ni nič kaj drugega kot samo v fizični knjigi stran. Zato napišete tam pa, kdaj ste dostopali. Ne? 22. marca 2016 sem dostopala do Eurostatove statistike, ki se nanaša na dostope, kaj svem, ali pa nanaša na vse teroristične zadeve v Evropi v zadnjih 10 let, če smo že danes aktualni. Ne? Torej, nikoli ne pišemo najprej HTTP naslova, ampak pišemo vsebino, na katero se sklicujemo in je bila na tisti strani najdena. Ne? Sem tako prav povedal? Mislim, da. Dobro, zdaj pa uvod in sklep. To sta dva tista najbolj pomembna. Tam je tudi najbolj vaše. Kdaj upišemo? Kdaj pišemo uvod in kdaj napišemo sklep? In kako dolg je lahko ta uvod in kako dolg je lahko sklep? 2 stavka. Pravilo je 10% vsega. Se pravi, če imate 50 strani jedra, je 5 strani uvoda, 5 strani sklepa. Vse vam bom povedal, kaj to potem predstavlja. Zdaj, kaj bomo mi delali? Mi se ne bomo ukvarjali, jaz sem vam samo malo stvari povedal, vir in literatura, ker bo to magistra Oreškova naredila, ker bo to gospod Petrovič naredil, ker bo to gospa Grašič. Ne bom rekel, ker včasih sem nazival koga gospodična, pa me je grdo pogledala. Ne? Torej, ona dva bosta o tem. Jaz o tem ne bom, samo nekaj malega sem povedal. O jedru vam tudi ne bom govoril. O sklepu vam tudi ne bom govoril. Mene osebno zanimajo stvari,
in vam jih tudi želim povedati, ki so del predmeta, ocena stanja, metoda raziskovanja in struktura znanstvenega dela. Vendar, to je uvod. Poglejte, tu noter pride tole. Predmet raziskave. Razložite, kaj boste raziskovali, kaj je tisto, kar vas zanima, kaj je tisto, kar vas je k temu pritegnilo. Ne? Mene so gorske bukve k temu pritegnile, zato ker imam rad vino. Ja, to je hrana. Hrana. Vino je hrana. In ko sem videl, kaj vse lahko ta hrana predstavlja, koliko bogatstva predstavlja, mi vidimo samo pijance, ne? In potem policaji napišejo v svoje poročilo, bil je vinjen, dejansko se pa je napil piva. Bil je pa vinjen. Ali pa spil je 5 konjakov, a on je bil vinjen. Ali pa spila je 5 litrov vodke, a bila je vinjen. Čakajte malo. Bila je navodkana, ne? Ne? Pa še to ne morate reči, da je bila nažgana, ker ni bila žganja. Ker je žganje spet nekaj drugega. Vidite, dejansko je to predmet. Ocenja stanja raziskav. Dejansko bi morali v vsaki diplomski nalogi na kratko predstaviti sklope tiste literature in virov, ki ste jih uporabili. Kaj je tisto bistveno, zakaj ste se za to literaturo odločili? Kaj je tisto bistveno, zakaj ste uporabili pri pisanju svoje naloge iz vira ustave, iz zakona in tako naprej. To bi moralo biti kot druga točka uvoda. In če uporabite vse to, kar sem vam jaz tu naštel, vam 5 strani boste rekli, da je premalo. Ne preveč, ko ste rekli, 5 strani, 50 strani. Ni veliko. In potem struktura znanstvenega dela. To je ta četrta, ko poveste, katere zadeve obravnavate vaši nalogi, namreč tisti, ki bo ocenjeval vašo nalogo, bo pogledal hkrati tudi ta del, to poglavje v vašem uvodu, oziroma odstavek v vašem uvodu. Še eno zadevo, da se vrnem nazaj na viri in literatura. Zakaj viri in literatura takoj za vsebino? Razlog. Vi, ocenjevalca vaše diplomske naloge, takoj napotite na to, katera izhodišča pri pisanju svoje naloge ste uporabili. Vam bom povedal en dogodek. Meni je prišel en vaš starejši kolega, rad bi diplomiral. In kot rečeno, najprej vsebino, kazalo sem pogledal, potem pa takoj literaturo. In veste, zelo malo prlekov poznam, ki znajo italijansko. In on je med svojimi 70 naslovi, ki jih je dal 15 naslovov v italijanščini. Mislim, da ja, okej. Ampak takrat, ko je prvič prišel, seveda, sem rekel, ta pa ne vem, če zna italijansko, ne bo šlo. In ko je prinesel nalogo, sem nalogo prebral, sem rekel, pa to nalogo sem pa že nekje videl. In potem sem ga lepo prosil, če mi prinese vse navedke, vso literaturo italijansko. Je rekel, joj, meni je posodila profesorica italijanščine, jaz te literature ne moram dobiti. Svoje sem vmes že našel, tisto diplomsko nalogo. Eno drugo diplomsko nalogo je hotel dati kot svojo nalogo. Mislim, pazite, kaj dajete kot literaturo. In še ena zadeva. Spet ne bomo se ukvarjali s predmetom raziskave. To več ali manj veste. Z oceno stanjem, kako se piše, vas tudi ne bom učil. In pa strukturo znanstvenega dela vas ne bom učil. Mene osebno zdaj tukaj zanima tole. Ljudje, ko pišejo svoje diplomske naloge, ne vedo, kako bi se lotili metode raziskovalnega dela. Zdaj pa eno tako provokativno vprašanje za vse. Je kdo tukaj med vami, ki še nima izpita iz pravoznanstva? Torej, glede na vašo reakcijo, ga imate vsi.
Velikokrat so me kolegi, zdaj jih seveda ni, pa je grdo, če bi opravljal, ampak ne bom imen, nomina sunt odiosa, rečejo latinci za pravnike, torej o imenih ne bomo, ampak gledite, pravniki z zvenečimi nazivi, profesorskimi, so v enem trenutku rekli, ja pa kako se naj odločim za metodo znanstvenega dela? Kaj naj rečem, da je metoda? In vi veste vsi, da jaz nisem po prvi izobrazbi pravnik. Najverjetneje to vsi veste. Vsem sem povedal, kaj je moja prva izobrazba. In na tistih fakultetih, ki sem jaz bil najprej, so me najprej naučili, kaj je metoda znanstvenega dela tam. In zato je tudi v prvem letniku fakultete pravo znanstvo. Zakaj? Zato, ker vam najprej povejo, ali je pravo sploh znanost. Je znanost ali ni znanost? Kaj zdaj? To bi malo. Koliko izpitov vam še manjka? Koliko vam še manjka? Noben izpit. Torej, je znanost ali ni znanost? Kaj pravite vi? Vam še kak izpit manjka? Eden vam še manjka. Ampak zaradi tega, to je se pravi od 34 izpitov, jih 33 imate. No, torej, glede na te 33 izpitov, ni. Ja, vedno smo poslušali, da je to pravna znanost. Poslušaj, pa je spet ste znanost. poslušali. Kaj pa vi pravite? Je ali ni? Je. Ok, ona pravi, da je. Vi niste bili 100%. Kaj pa vi pravite? Ne, dama vzadnji za vami. Kaj zdaj to za to? Pa se že imate pravno zgodovino, ne vas ne. Je, za vaše je. Dobro, če je znanost, potem se moramo vprašati znanost, kaj pa je bistvo znanosti? Kaj je bistvo znanosti? Kaj bi vi rekli, to pa je zdaj znanstveno, to pa je vse strokovno? Fantje, dame smo zdaj sprašali, zdaj moramo fante imamo. Ajde, kolega. Kaj bi vi rekli, kaj pa je tisto, kar je znamenje znanosti? Temelji na nekih dokazljivih zakonih. To je stroka. Je pa zelo blizu. Ja, sej to je raziskovanje, ampak Da uporablja znanstvene metode dela. ja, to je tudi, ampak to je tudi stroka dela. Nekaj manjka. Kaj je znanost? Ne bom vas mučil, da boste vsi užaloščeni. Kaj je znanost? Znanost je, tako filozofi, in jaz s temu zelo pritrjujem, tako kot je rekel kolega, metode znanstveno-raziskovalnega dela, vendar kaj? Urejenega zavedanja iskanja. Stroka je kaj? Stroka je več ali manj že vse določeno, že imamo vse naprej dano, že točno vemo, kako se zadeve delajo. To se pravi, zato pri znanosti rabimo, in tukaj imate znanost na tretjo potenco, potrebujemo ta tri izhodišča. Potrebujemo mednarodnost, se pravi globalen pristop k določeni zadevi. Tukaj boste videli kasneje, kaj tukaj ste mislim. Potrebujemo interdisciplinarnost, ne moremo samo pravniki, ker pravniki, nažalost, brez filozofije ne bo šlo. Brez sociologije, nažalost, tudi ne. Brez še kakšnih tehničnih znanj ne bo šlo. Mi smo imeli prejšnji teden 25. mednarodni dan medicine in prava. Tako pravniki, kakor medicinci ugotavljajo, da eni brez drugih ne morejo. Se pravi, interdisciplinarnost je danes, tako rekoč, pomembna in pa seveda biti inovativen. Pravnik mora biti inovativen.
Če pa se ukvarjaš z znanostjo, pa brez inovativnosti ne gre. Nažalost, ne gre. No in tukaj seveda pride do 3 podpodročij, zelo slabo se vidi. Kako naj to naredim, da se bo videlo boljše. Zdaj, kaj je, jaz sem rekel prej, da gre za sistematično raziskovanje. In zdaj, če rečemo, kaj je najprej priprava? Pravo predpise sistemizira. To je prva zadeva, se pravi, to je to, znanstveno razporejanje pravnih načel, pravnih pravil, ki veljajo v določenem času in prostoru. Si znate s tem, kako pomagati? To je pravo znanstvo. Ko se boste lotili pisati vaše naloge, poglejte, ali ideja, ki jo imate, vsaj s tem soglaša. Pravno načelo. Kaj so pravna načela? Kaj so pravna pravila? In seveda pravila, ki v določenem času veljajo. Recimo, se zopet pravni zgodovinar sem pomagal, to pač morate vzeti v zakup. Prva štajerska ustava 1186, ki še danes velja. Zakaj? Kaj je potrebno narediti, če želimo, da nek predpis neha veljati? Ga moramo kaj? Formalno razveljaviti ali derogirati. Te štajerske ustave iz leta 1186 nihče ni derogiral. Čeprav rečemo, ja, fevdalnega sistema ni, vendar ta ustava v bistvu ne uzakonja samo fevdalnega reda, ampak uzakonja red na enem določenem delu in še danes ta določen del oziroma pretežen del še obstaja, to je Štajerska v današnji Republiki Avstriji. Ta ima svojo ustavo, vse ima, ampak če bi šli gledati, ideja te ustave iz leta 1186 še vedno tam velja. Se pravi, gre za znanstveno razporejanje in seveda vedno, kako je zadeva veljala. Poglavitne prvine sistemizacije. Kako je s tem? Splošna in abstraktna pravila. Kako je z njimi? Kako jih boste uporabili pri pisanju svoje naloge? To je tisto bistveno pri metodologiji. Potem, naslednja zadeva. Družbena razmerja, kako so urejena, kako so bila urejena nazaj, kako razmišljate, da bi bila lahko naprej. Potem, način, kako so jih uveljavili. Enakost pred zakonom, ustavno pravilo. Ali velja za vse enako. Če so mene policaji ustavili, pa so se prej na Facebooku dogovarjali, nobeden sindikalist ni odletel. Ministra Koprivnikarja, tam je drugačna zgodba. Naslednja zadeva je temeljna sistemizacijska enota. Kaj je? Splošno in abstraktno pravilo. To je še vse pri metodah. Vse to, ko boste pisali vaše naloge, morate imeti pred očmi. In to je del pravoznanstva, spoštovane dame, spoštovani gospodje. To je pravoznanstvo. Pavčnika je treba vzeti v roke, pa malo pogledati. In seveda širše sistemizacijske enote. Pravne ustanove, pravni instituti, kako je s to zadevo urejeno v pravu. In pa pravne panoge. Katere panoge so? To ni samo stroka. Vi morate vedno razmišljati o tem, kako gre tukaj za sistematično urejeno iskanje nečesa novega. Ne pa, recimo imate prekršek in vi iščete, kako boste na osnovi zakonodaje sistematično poiskali vse tiste rešitve, da boste storilca kaznivega dejanja ali storilca prekrška kaznovali. To je pa stroka. To je razlika. Jaz upam, da to poznate. Naslednja zadeva je znanstveno proučevanje. Kako je s tem? Pri pravnih panogah
imamo klasične pravne panoge. Vam jih je treba naštevati? Več ali manj imate vsi izpite. Eden vam hvali, dva vam hvalita. Ampak tu so vse pravne panoge. In iz tega boste gradili svojo metodo. Če boste o družinskem pravu pisali, veste, katero je. Mednarodno javno pravo zopet in tako naprej. Potem, pri posameznih pravnih ustanovah iščete zopet ustanove ustavnega prava. Katere so? Volilna pravica, človekove pravice. Danes so človekove pravice najvišje napisane. Zaprli so balkansko pot. Zakaj? Človekove pravice so kršene. Danes počijo, 4 bombe so menda počeli v Bruslju, 3. Eno so pa razstrelili potem. Ja, menda tako bilo. 3 so pa počeli. Sedaj, gledajte, človekove pravice. Danes sem dobil pismo Evropske agencije za človekove pravice, ki sem pač član tiste skupnosti in dobivam vsak dan ta pisma, razmišljanje o pojmu LGBT, LGBT. Na določene stvari nismo navajeni, a zaradi tega manj računamo s človekovimi pravicami. Ne vem. Vprašanje je človekovo dostojanstvo. To je pa druga stvar. Potem, ustanove civilnega prava. Katere so? Zloraba pravice, lastninska pravica, zemljiška knjiga. Glejte, to so izhodišča metod. Ustanove kazenskega prava, kaznivo dejanje. Kaj je? Kaj je prekršek? Veste, kakva razlika je? In potem lahko naredite eno oceno, za eno diplomsko nalogo vam da eno idejo. Vzemite časopise in poglejte poročila o kaznivih dejanjih. Danes v Ljubljani se je zgodil rop. Potem pa greste gledati, kaj je rop. Poročilo pa novinar pove, da sploh ni bilo ropa, ampak so samo nekaj razbijala, da je šlo samo za težko tatvino. Greste analizirati, kako novinarji poročajo. Diplomska naloga, za katero da dobite mimo glede 10. Pa še gradiva imate dovolj. Pa še ne rabite tuje literature brati in tujega jezika. Vse slovenščine napisane. Pa imate odlično diplomsko nalogo. Ustanove upravnega prava, zopet jih imate. Državna uprava, upravni organi in tako naprej. Se pravi, gre za pravne panoge, ki so zopet pod točka vaših metod in znanstvenega pristopa. In točno rečete, Marko Pavliha je rekel to, jaz pa mislim, da bi bilo skladno z, kaj se vem, Karlom Zupančičem, pa lahko nekaj drugega. In tukaj gre za, seveda, za znanstveno raziskovalno delo. In pa seveda si zastavlja vprašanje, kako pravni sistem določa pomen delov, iz katerega je sestavljen. Se pravi, gre zopet za eno zadevo, kako bom jaz v svojih metodah zadeve raziskoval ali raziskovala. In tukaj seveda način pravnega urejanja, skozi zgodovinsko izkušnjo, nove pravne panoge, veste, da potrebujemo zelo veliko časa. Samo pogledajte si en primer. Ta migrantska kriza, kako dolgo se je Evropa lovila ob migrantski krizi. To, kar je zadnje bilo, je zelo malo. Mi moramo računati s tem, da so začeli ljudje iz Severne Afrike uporabljati razna plovila s prihodom na Sicilijo in pa potem na Korziko že vsaj 10 let nazaj, če ne 15. Ta pot preko Turčije in Balkana, to je zadnji 2 leti, zadnjih 5 let recimo, ko se je začel sirski konflikt. Prej imate pa zelo veliko stvari, imate celotno migrantsko pot preko Italije. In vidite, to so stvari, kako je nek prostor za sprejem nekih pravnih panog pripravljen. Zelo dolgo časa potrebujemo, da se zavedamo. In včasih se nam te zadeve zdijo potem povsem agresivne.
pa ni nujno, da so. Potem, seveda, pravne panoge, dileme pri pravnih znanostih, sporni načini, potem razločevanje med posameznimi pravnimi panogami in pravnimi znanostmi. Kako je s tem? No in sedaj pa k tistemu, kar je bistveno, kar morate potem pa posebej vzeti kot tako rekoč orodje, kot metodologijo vašega miselnega sistema. Vi ne boste imeli svojega laboratorija, ne, ker boste imeli kapalko ali pa meter, pa tehtnico in tako naprej. Vaš miselni sistem je knjiga. Ne, vi morate vedeti eno zadevo. Boj se pravnika brez knjige, pa doktora s knjigo v roki. In knjiga, veste, jaz pravim, knjiga je še vedno boljše kot računalnik. Ker knjigo lahko tudi na plažo nesete. Če računalnik, zamislite, da si tablico nesete na plažo, ne, pa ste malo nerodni, pa vam pade vodo, je fulč vse. Če pa je knjiga noter padla, prenesete domov, jo posušite in lahko naprej berete. In pri tablici, ne, morate, pri knjigi pa odprete, pa prijete na tisto stran, vedno znova prijete na 200 stran. Če pa začnete s tablico, morate pa vedno z enke začeti do tja. Imaš control find funkcije. Nimajo vse control find funkcije. Kaj pa, če si niste zapomnili vseh črt, lahko je tisti pojmov 500. Tudi to obstaja. Ne? Tako da, ne? Tam pa odprete na 200 strani. Tako dolgo gre, ne? Hitreje gre. No, pravne znanosti. Jih je 5. V pravu je 5 pravnih znanosti. 5 pravnih metod dostopa. Prva je seveda dogmatična, opalaze se pa še prehiter, dogmatična. Pravo kot normativni pojav. Vse tisto pri dogmatični metodi, namreč ta metoda je osredotočena na normativno zgradbo prava, na pravna pravila, na razmerja med pravnimi pravili. Ne? Višje, nižje in tako naprej. Naslednja je aksiološka metoda. To je ena zanimiva metoda, ki jo pozna nemško pravo. Namreč, to je tisti tako imenovani Solen und Sein. Pri pravo, veste, pravniki smo čudni tiči. Ne radi prevzamemo odgovornost. Es sollte sein. Razen mafioza vam bo rekel, sie sollen ihn töten. To je pa druga zadeva. Ne? Es sollte sein. Naj bi bilo. Ne? Pri mafiozu to bo pa rekel, tako, ubij ga. Konc ni. Ampak v pravu, ne, pravniki, teorija je, vedno uporabi s to metodo tiste zadeve, ki tako ali drugače ne želijo prevzemati odgovornosti. Naslednja je sociološka metoda. Seveda gre za metodo, kako pravna pravila, preverjamo, kako pravno pravilo vpliva na družbo. Tu bi lahko upoštevali ne vem koliko stvari. Recimo ena taka zadeva je v družinskem pravu. Velikrat rečejo, ja, veste, o otrokovih pravicah pa zadeva tako in ja, šele zadnjih 50 let imamo deklaracijo o človekovih pravicah, cerkev je bila pa tista, ki je najbolj pregranjala otrok. To je tako pavšalna trditev kot hudič. Ampak vam povem, da sem prebral najmanj 10 diplomskih nalog s to trditvijo, pa vse podobno. Jaz si ne bi upal tega trditi. Ker namreč, če vzamete v roke samo Biblijo Nove zaveze, je tam noter ena konkretna izjava. Kristus prime otroka, ga postavi v sredo mednje in reče, kdor bo tega malega pohujšal, mu je treba obesiti mlinski kamen okrog vratu in ga potopiti v morje. In potem meni nekdo reče, da gre za preganjanje. Pustimo pedofilijo. Ampak ta ni samo v katoliški cerkvi, ni samo med duhovniki. Tudi med nami učitelji je veliko. Koliko učiteljev telovadbe je obsojenih na osnovnih šolah, pa na srednjih šolah zaradi zlorabe učenk pri telesni vzgoji. Koliko? Tega ne povedo. Zakaj ne? Če bomo na pravni fakulteti rekli, izdala je 20 monografij, vrhunsko delo profesorjev.
Mislite, da bo kateri novinar prišel? Ne bo. Če bo pa napisano, dekanica pravne fakultete z mobingom zganja teror na pravni fakulteti, boste pa na vseh prvih straneh, vseh časnikov in vseh poročil. To se bere. To so kisle kumarice. Ja, vidite, to je to. No, potem naslednja je seveda zgodovinsko-pravna metoda. Ne morejo mimo pravnih zgodovinarjev. No, in pravno-zgodovinska metoda je zgodovinsko-pravna, več ali manj govori o tem, kako je potrebno pravno politiko gojiti, jo uporabljati, kako je pravna kultura pomembna. In veste, ena zadeva je zelo pomembna. Moramo se zavedati, da s tem, ko stagniramo na področju pravne terminologije, nastaja tako imenovan terminološki genocid. Vzemite vi sodobno zakonodajo v slovenskem prostoru, zadnjih par let imate ob nekaterih pojmih v oklepaju angleške pojme. Ni še pa dobro tega, kar je v slovenskem prostoru veliko pravnikov z vso energičnostjo, ki jo premorejo, dokazovala, da je slovenski jezik enakovreden latinskemu in nemškemu. Mi pa danes hočemo za nekaj, ne vem kaj, dati angleškega zraven. Kakor da se bojimo ali pa kakor da nismo gotovi v svoj domači jezik. Tako da, gledajte, nimam proti angleščini, Bog ne daje, nimam proti nemščini, ampak vendar je zadeva takšna, kot je. In zadnja, ki je zelo pomembna in je v vseh 5 prisotna, je pa seveda primerjalno pravna metoda. To je metoda, ki vam omogoča tako prepoznavanje stvari linearno ali horizontalno, če se ukvarjate recimo z volilnim sistemom, kakršen danes velja tam, tam in tam, ali pa vertikalno. Pa rečete, ženska, njene pravice, njeno mesto v družbi je danes takšno. Samo 30 let nazaj pa še v Švici niso imele volilne pravice. No, malo več, 70 let. 40 let. Se pravi, pogledajte, koliko stvari se da včasih raziskati, tudi pravno primerjalno, skozi zgodovinski del. In če se ukvarjate s pravno zgodovinsko metodo, ali pa sociološko metodo, to je seveda en kup nekih stvari, ki se lotevajo vsega tega, kar je v družbenem okolju bilo tako ali drugače relevantno. No, tukaj sem jaz moje znanje in moj del izčrpal. To je dalje, kot sem bil, to je hudič, kot te nekaj zategne. Ampak, ko te učitla počnejo v predavalnico, rečejo, da moraš 45 minut govoriti. 5 minut sem pozdravljal, 45 sem govoril. Glavnem, ko boste pisali o metodah, to je bistvo. In če boste to nastavili in svoj miselni sistem pred pisanjem vašega diplomskega dela nastavili na te parametre, vam garantiram, da ne boste zgrešili. Zdaj, sem vam še pripravljen odgovarjati, te slajde boste dobili, tu ni noben problem, ne skrivam. Vi ste rekli, nekaj vprašali. Zanima me oblika naloge, zdaj napravni ni nobenega pravila. Obstaja. Ja. 55 strani, plus minus. Ne, zanima me za magistersko nalogo, stari magisterski študij. Stari magisterski študij pa je, mislim, da 150 strani. Lahko imate 500, ampak to bo prav. Kakva pisava, glejte, mislim, da je 32 vrstic na stran, da je pa vsega skupaj, da točno ne vem, pa potem to je 11, fončni velikost 11 ali pa 12 v Times New Roman ali pa s Calibrijo. Pripravi so resnično
V roku 2 mesecev načeloma mi je bilo rečeno, da bojo na fakulteti, da bo za vsako pripravljena nova navodila za izdelavo diplomskih del, ne? Ampak stara pravila pa še so vedno... Tiste navodila, ki so na straneh pravne fakultete. Se piše velikost črk, pa piše velikost črk, vse. Tahoma v naslovu in tako naprej. Načeloma se zgledujte potem po tistih stopnjah, kjer veljajo, recimo. Eno tako pomoč. Za prvo stopnjo zanesljivo obstajajo, pa za drugo stopnjo tudi. Eno tako pomoč lahko dobite. Eno tako pomoč lahko dobite tudi, če mi pošljete mail, pa vam bom poslal nazaj kratko navodilo o pisanju seminarskih in diplomskih del. To sem jaz leta 2003 zagrešil. Ne boste spalili. Moj mail pa je borus.holzman ofica.umno.si. Ok? Še kakšno vprašanje? Tam je bi vprašala, zdaj še nismo tam, ampak pri navajanju virov. Zdaj, grozno se študenti bojimo besede plagiat, ki so bili profesori z usto, da je to plagiat. Čeprav ne vede, ne hote, da bi to prišlo do tega. Ne, da bi nekaj namenoma skopiral, ampak da bi bilo tako ocenjeno, da je to plagiat. Pravilno morate zadevo označiti. Da, zdaj, če bi recimo nekdo napisal diplomsko nalogo in če jaz tam vzamem, ne vem, en odstavek, pa konkretno navedem, da je to tam pripisan, potem to ni plagiat. Što ne? Če paše v vašo razpravo. To je citat. To je citat. Zdaj pa imate še 2 možnosti. Ali vi to navedete dobesedno, potem vemo, kako je. Navednica spodaj. Če pa vi to povzemate ali vzamete samo idejo od tam, idejo, ne povzemate v pravu, oziroma na univerzi nimate kaj povzemati. Povzemati se učijo v srednji šoli. Na univerzi kritično dostopamo do vsega znanja. Polemiziramo s tem znanjem. Zato na univerzi uporabljamo besedico primerjaj ali latinsko confer, CF. Ne vem, zakaj se v znanstvena dela na univerzi, oziroma sploh pri nas na pravni fakulteti, vridla tista besedica povzeto po. Povzeto po meni kot nekomu, ki z nekim znanjem nekega drugega človeka polemizira. Ne morem govoriti o tem, da je nekaj povzeto po. Se pravi, če je naprimer na diplomski nalogi, tam govori celo poglavje na recimo 20 straneh, jaz pa to strnem v eno misel, pa poveste, primerjaj Frančiška Lovrec, misel o tem na straneh od do. Če pa recimo, da so pa 3 odstavki dobesedno prepisani, morajo biti pa v navednicah. Na navednicah in povedano na kateri strani. Ja, tako. Točno. Da rečete tako lepo po bankirsko, ne? Pri gospodu Petroviču sem videl, da ima malo preveč denarja na njegovem računu, sem ho vzel, vendar sem mu zadolžnico pustil noter. To je to. Bo tako, ne, gospod Petrovič? Primer ekonomsko nasilje... Dobro, tisto ne ve. Reči. Ekonomsko nasilje je bila tema diplomske in to je, rekel, ta pač oseba, ki je to raziskovala. Če to primarne vire vzameš, ni tako strnjeno, tako lepo raziskano, ampak je to nalogo upravlja ta diplomska naloga. In jaz imam pa pač nasilje nad starostniki in je to samo mejhano omenjeno na začetku in povzemam iz tega. In če bom navajala vir, to ne bo plagiat. Navest in povedati, kje so te ideje, od kje stvari do kje stvari. Primerje. Ali po latinsko CF, confer. Vendar, če se odločite za slovensko, slovensko. Če se odločite za latinsko, latinsko. Ne pa mešati. Ok, ampak se to še boste slišali. Še kakšno? Če ne bi vam jaz rekel, hvala lepa, da ste me poslušali. Kot rečeno, pravoznanstvo, brez tega ne gre. Zdaj pa besedo dajem naprej. Hvala lepa.